Na Ministrstvu za zdravje, na Nacionalnem inštitutu in seveda stroka dnevno, pravzaprav pa iz zadnjih dneh iz ure v uro spremljamo situacijo v zvezi z širjenjem koronavirusa v sosednjih državah in pa seveda z trenutno situacijo. Trenutno še v Sloveniji nimamo potrjenega primera obolelega oziroma okuženega za koronavirusom, tako da ta trenutek še ni pogojev za kakršenkoli preplah, seveda pa to ne pomeni, da oziroma moramo biti kljub temu skrajno previdni. Dobivamo pa v zadnjih dneh, posebej pa še današnjem dnevu oziroma v zadnjih urah precej zaskrbljujoče podatke iz sosednje Italije. Tako so italijanski kolegi pred kakšno dobro uro v sistem za zgodnje obveščanje in odzivanje sporočili podatke, da imajo trenutno 124 registriranih okuženih državljanov, in sicer 89 v Lombardiji, 22 v Benečiji, 7 v Emiliji Romaniji in pa 7 v Piemontu. Tam se seveda izvajajo ta trenutek intenzivna epidemiološka poizvedovanja in vkolikor bodo italijanske oblasti ugotovile, da je katerikoli od slovenskih državljanov bil v stiku z temi obolelimi in pa okuženimi, bomo v zvezi s tem nemudoma obveščeni. Uradno bo tudi jutri Italija, države članice Evropske unije, na odboru za zdravstveno varnost obvestila o trenutnem stanju in o njihovih ukrepih, ki jih bojo v nadalje izvajali. Tudi v Sloveniji bo vlada Republike Slovenije jutri sklicala sekretariat za nacionalno varnost, kjer se bodo obravnavale trenutne situacije in seveda bo vzeta pod drobnogled trenutna situacija in kolikor bo potrebno, se bodo sprejeli dodatni ukrepi oziroma ukrepi, ki bodo podlaga za nadaljne delo vlade. Morda še nasvet za vse državljane, da spremljajo pozorno medije in predvsem spletne strani Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa Ministrstva za zunanje zadeve, kjer ažurno objavljamo nove podatke in seveda nove informacije ter navodila. Ne želimo pa si, da koronavirus postane politična tema, saj v zadnjih dneh, posebej v današnjem dnevu, opažamo, da se dogaja tudi to. Gre pravzaprav za resno situacijo, ki se dogaja ne samo v Evropi, ampak tudi drugje po svetu in upamo, da ne bo ta situacija izrabljena za nabiranje političnih točk. Zato bom tudi jaz s tem svojo izjavo zaključil in predal besedo stroki. Hvala lepa. Glede na to, da se končuje prvi del počitnic, ki so jih mnogi preživeli tudi v tujini, so navodila za vse potnike, ki prihajajo iz severnih italijanskih pokrajin, da se opazujejo in v primeru temperature nad 38 stopinj in kašlja z težjim dihanjem kontaktirajo svojega izbranega zdravnika, v primeru, ko zdravnik njihov ne dela, pa dežurno službo. Poudarjam, da posebni ukrepi niso potrebni razen samo opazovanja. Vsi izvajalci na primarni zdravstveni ravni so bili z ukrepi že seznanjeni. Še enkrat jih tudi po tej poti pozivamo, da pregledajo še enkrat vsa navodila, ki so jih prejeli in v zvezi z njimi tudi postopajo. Prav tako bomo pozvali bolnišnice, kjer bi se potencialni bolniki lahko bili hospitalizirani, naj še enkrat preverijo svoje načrte za prilagoditev dejavnosti. V primeru bolnikov te načrte seveda tudi sproti prilagajamo situaciji, kot je bilo že poudarjeno, trenutno potrjenega primera koronavirusa v Sloveniji še nimamo. Glede na situacijo in spreminjanje te situacije se bomo sproti odločali tudi za dodatne ukrepe, kot je na primer okrepljeno testiranje po posvetu s strokovnjaki. Rada bi pozvala vse, da spremljajo podatke, ki so sproti objavljeni, ki se sproti posodabljajo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam so namreč sproti posodobljeni podatki glede na trenutno situacijo v naši državi in glede na trenutno situacijo zunaj meja naše države. Kar pomeni, da 24 ur spremljamo vse, kar se dogaja v drugih državah, kar je potrebno sprejeti tudi pri nas, kaj se pri nas zgodi, in tam bojo vsi lahko dobili najnovejše podatke. Prosimo, da ne nasedajo pacienti in vsi državljani provokacijam, ki se pojavljajo v tem trenutku, in spremljajo uradne podatke. Hvala.
Lepo pozdravljeni. Večkrat smo že poudarili, da se tudi zdravstvene ustanove pripravljajo. Klinika je prejšnji teden aktivnosti glede priprave na sprejem prvega bolnika še pospešila, tako da so dogovorjene vse poti, tudi katere preiskave, ki jih bodo izvajali pri nas. Pripravljenih je nekaj postelj, tudi v intenzivni terapiji. Še dodatne postelje bomo pripravili preko tega tedna. Vsekakor, kot sta že oba sogovornika pred mano poudarila, bi rekla, da ni potrebno panika in strah, potrebno se je pač, če so osebe bile nekje v epidemiološko, zdaj ta hip vročih področjih, je potrebno samo opazovanje in posvet za zdravstveno službo, vsekakor bomo, če bo potrebno, tudi malo več oseb testirali. In upam, da pravzaprav bomo preprečili raztros virusa, o katerem pa zdaj skoraj da ni več dvoma, da se bo verjetno pojavil tudi pri nas. Ja, rad bi opozoril na to, da se po nekaterih delih Slovenije so se pojavili plakati, ki so v imenu Slovenskega zdravniškega društva pozivali državljane na preventivne preglede. Povem vam to, da Slovensko zdravniško društvo ni dalo nikakršnega plakata in pravzaprav to akcijo označuje kot skrajno zavržno in pravzaprav neke vrste vojno dobičkarstvo, ker v času, ko je taka stiska med ljudmi, skuša na ta način dobiti dodatne denarje s tem, da kvazi preventivne preglede opravlja. Tako da tudi z naše strani poziv vsem državljanom v Sloveniji in tudi tem, ki se vračajo iz tujine, spremljajte informacije, ki jih dobite od pooblaščenih in zelo odgovornih in strokovnih služb, in če se boste tega držali, bodo problemi, ki nas zelo verjetno kljub vsemu čakajo, minimalni. Hvala lepa. In ali trenutno obstaja kdo s sumom na okužbo? Po mojih informacijah trenutno ne obstaja nihče, pri katerem bi bil sum na okužbo. Tudi pri potnikih, ki so se vrnili, okužba ni bila dokazana. Koliko je bilo pa oseb testiranih, vam pa zelo težko rečem, ker se testirajo na več mestih z naše klinike. Mislim, da ni bilo več kot 7 ali 8 testiranj. Ne vem, koliko jih je bilo v laboratorijih NIJZ-ja. Kar se tega tiče, Slovenija zelo dobro oskrbljena, ker 3 laboratoriji izvajajo testiranja in je testiranje gotovo v 3 urah, seveda, če ne bi bilo veliko število preiskav. Tako ta hip smo kar v ugodni situaciji. Poglejte, mehanizmi za množične izbruhe so popolnoma drugačni kot mehanizmi za nekaj bolnikov. Ko govorim o nekaj bolnikih, mislim na mogoče 10-20 bolnikov, kolikor jih lahko hospitaliziramo na enem od oddelkov, teoretično tudi seveda več, in pa sposobni smo pripraviti 10 intenzivnih postelj, kar mislim, da bi morali biti za primer manjšega izbruha zadosti. Če bi pa prišlo do množičnega izbruha, še malo bolj množičnega kot je v Italiji, se pa mora vključiti civilna zaščita in pa vsi mehanizmi, ki jih ima država za te primere.
Poglejte, UKC Maribor ni prav nobena izjema glede kadrovske stiske. Čisto vse slovenske bolnice in vključno z UKC Ljubljana imamo hudo kadrovsko stisko. Lahko rečem za našo kliniko, ki pravzaprav ima veliko pomanjkanje kadra, da je kader ima zelo visoko moralo, so vsi pripravljeni sodelovati in se zavedajo pomena, a ne. Seveda pa pričakujemo še angažma dodatnega kadra, morda iz vojaške sanitete, kjer so tudi usposobljeni ljudje in bodo morda nam pomagali, če bomo prišli v hudo stisko s kadrom. Zdaj se ogromno ljudi vrača s počitnic v Italiji, ogromno počulajo, smučajo. Kaj svetujete tem, da je smiselno, da ostanejo neko obdobje doma? To vam pa težko rečem, ker premalo poznam situacijo lokalno v Italiji, to pač, kar imamo mi podatke, ne vem, koliko je kaj na NIJZ-ju, kaj več tega, vam bi zelo težko rekla, seveda, če si bil v tistih krajih, če bi nekdo bil tam ali pa morda celo hospitaliziran, recimo tam, je že tveganje veliko, ne, drugače pa jaz mislim, da vsaj ta hip ni kakšne posebne potrebe po samoizolaciji. No, jaz mislim enako, da pač samoizolacija ni potrebna za nobenega, če nima znakov bolezni. Če ima nekdo znake bolezni, pa velja tako kot vedno, da ostanemo doma, da se opazujemo, da omejimo stike s drugimi osebami, tudi z družinskimi člani, če je potrebno, oziroma zdaj, če smo bolni, seveda je fajn, da smo čim bolj nekako na distanci oziroma vzdržujemo, ali smo v svojem prostoru, ali vzdržujemo tistih 1,5 metra razdalje, toliko, da ne okužujemo drugih, da si redno umivamo roke, da zračimo prostore, da redno čistimo površine. To so tisti ukrepi, ki jih pravzaprav ob vsakih znakih bolezni pravzaprav svetujemo na enak način. Ja, samo je tveganje bistveno manjše. Tako da zaenkrat se za to še nismo odločili, mogoče bo tudi to potrebno, no, ampak zaenkrat za zdrave ne omejujemo gibanja. To se navezuje, kaj pa svetujete Slovencem, ki nameravajo potovati v Italijo? No, mislim, smiselno je na vsak način, da so previdni, ne, ampak zdaj kaj to pomeni? To pomeni, da se ne družiš z bolanimi osebami oziroma z osebami, ki imajo bolezenske znake, ali pa vsaj na primerni razdalji, da se ne zadržuješ v prostorih, kjer je veliko ljudi, ker tam je zmeraj več možnosti, da prideš v stik s kom, ki je bolan, da si ne zanašaš z rokami, povzročiteljev na sluznice, to se pravi, se ne dotikamo z rokami nosne, očesne, ustne veznice, umivamo roke, to so ti preventivni ukrepi, no, ki jih sicer svetujemo vedno. Ni pa tako, da odsvetujete potovanje? Ne, zaenkrat ne. Jaz bi samo še to vprašala, kako je s 4 Slovenci, ki so se vrnili iz Japonske, če to kaj spremljate? Zaenkrat po naših podatkih se vsi dobro počutijo. Ravno tako tista 2, ki sta okužena in ki sta hospitalizirana, po naših podatkih sta pravzaprav zaenkrat ne kažeta znakov bolezni.